Put your head up, play! Živijo, lep pozdrav vsem, jaz sem Matej, v tokratnem podcastu sva pa z Blažem gostila zelo zanimivega sogovornika, Gala Zbačnika, več o njem v tem drugem, precej daljšem delu podcasta, ampak seveda, ker v NBA ligi ali pa športu nasploh novice nikoli ne počivajo, sem za uvod pripravil samo nekaj misli o novici, ki je odjeknila na drugi strani Atlantika v Dallasu, ne samo v Dallasu, temveč tudi širše v ZDA, namreč težavah v front officeu pisarni Dallas Mavericksov v vodstvu tega kluba. Nekateri mediji so seveda to takoj pograbili in začeli spekulirati o tem, v katerem klubu bo Luka nadaljeval svojo kariero. Naj še enkrat povem tisto, kar smo že večkrat povedali, Luka bo še nekaj časa v Dallasu. Koliko časa, to je pa tudi odvisno od tega, kako se bo razpletla ta zgodba z pisarno, vodstvom tega moštva in težavah, o katerih sta poročala dva izvrstna športna novinarja, Sam Amick in Tim Cato v Atletiku. Preden pa malce več o tem spregovorimo, bi se vam pa samo na hitro zahvalil za vse všečke in naročnine, ki nam jih namenjate, in vas zaprosil, da nas tako podpirate še naprej. Res smo veseli vseh komentarjev, debat z vami in mislim, da bo v naslednjih tednih, mesecih z seveda reprezentanco, nogometom, olimpijskimi igrami in vsem drugim športom še priložnosti za dosti zanimivih debat, zato res hvala in samo tako naprej. Mimogrede, v drugem delu podcasta tudi precej več o play-offu Dallasu in največ o seveda reprezentanci ter prihajajočih kvalifikacijah za olimpijske igre. Luka se je že začel potiti skupaj z ostalimi fanti, Čančar je na poti, prihaja. Obeta se nova naturalizacija, tudi tukaj dosti za podebatirati, več v tem drugem delu z Galom. Zdaj pa Haralabos vulgaris. Ne, to ni izmišljeno ime ali pa umetniško ime, to je ime Kanačana grških korenin, znanega profesionalnega gamblerja, ki je stavami zaslužil in tudi izgubil milijone, pa jih potem spet zaslužil. Zadnja leta ga zelo zanimajo kriptovalute in dosti tvita o Bitcoinu. Pravzaprav je zanimivo, da na Twitterju največ mnenj o kriptovalutah izmenjuje z Markom Cubanom in je to skoraj da edino, o čemer se javno, če tako rečemo, na družbenih omrežjih pogovarjata. V ozadju je pa to človek, ki očitno vleče vsaj zadnje leto, zadnje čase, mesece, vse niti in sprejema večino odločitev. Tako namreč poročata omenjena Cato in Amick. Članek se začne z zanimivim dogodkom, ki je nekako tudi povod za sam naslov tega članka, namreč Inside the Mavericks front office, Mark Cuban shadow GM is causing a rift with Luka Dončić. Ta Haralabos vulgaris je namreč s tem, ko je prevzemal vse vzvode moči v ozadju tega kluba, tudi stopil na prste mnogim igralcem. Potem, kar poroča Amick, je bil v zadnjem letu on tisti, ki je trenerju Ricku Carlislu, tudi če se ne strinjate kdaj z njegovimi odločitvami, ki jih sprejema, je treba vedeti, da je to igralec in trener, ki ima za sabo 40 let delovanja v košarki in seveda v košarki ve neprimerno več kot vsi mi skupaj. Tukaj ni kaj za debatirati. In njemu je vulgaris sporočal rotacije, sporočal začetne peterke, sporočal tudi minutažo, odrejal torej tisto, kar bi moralo biti v domeni trenerja. Mnogi so po tem članku seveda težko verjeli, da je tako, vendar ne gre dvomiti poročanju in tudi sekundarnim virom.
Po tem članku je dosti novinarjev, ki govorijo z drugimi front offici, vodstvi drugih klubov, govorilo, da vsaj iz aspekta ostalih generalnih menedžerjev niso vedeli, s kom pravzaprav morajo govoriti v Dallasu. Ali z Donnyjem Nelsonom, ali pa s Haralabosom Vulgarisom, ali pa morda z Markom Cubanom. In to je tisto najslabše, če se v profesionalni organizaciji ne ve, kdo je tisti, ki odloča, kdo ima zadnjo besedo, takoj nastane zmeda. In zmeda v tem moštvu je več kot očitna. Če so na parketu rešili tisti glavni problem, ki ga vsako NBA moštvo želi rešiti, najti vodjo kluba, najti franchise playerja, okoli katerega lahko gradijo, to jim je uspelo, tam jim je padla sekira v met. Je treba povedati, da so tam imeli precej sreče. In po poročanju nekaterih virov je tudi Lukov agent Bill Duffy tukaj odigral določeno vlogo, ampak to so že druge topike. V vsakem primeru, če ne bi bilo nesposobnih vodstev Phoenixa ali Sacramento Kingsov, in mimo grede oba GM-a, ki sta na tistem draftu izbirala, sta že izgubila službo. Vlade Divac je bil tudi eden od teh. Tudi v NBA se dogajajo komedije in ne bomo zdaj o komediji imenovani Sacramento Kingsi, ampak ozadje Dallas Mavericksov ni dosti stran od moštev, ki so v javnosti širše znana kot recimo problematična v navednicah, če tako rečem, oziroma moštva, kjer stvari niso urejene, kjer se ne ve, kdo odloča, kdo je tisti glavni, in tako je očitno tudi v Dallasu. S tem vmešavanjem v delo trenerja je, kot sem omenil, Haralabos Vulgaris stopil tudi na prste igralcem. Dončić pa je bil nekajkrat precej glasen pri izražanju svojega neodobravanja. Mislim, da povsem razumljivo. Luka je že od malega naprej dobival nasvete od izjemnih igralcev, izjemnih trenerjev, in po njegovem pristopu na parketu vidimo, da jih je tudi pogosto upošteval. Učil se je od najboljših. Potem pa pride v Dallas, pa ja, če rečem po domače, mu pamet začne soliti Haralabos Vulgaris, prijatelj Marka Cubana, ki se je predtem ukvarjal z stavami in kriptovalutami. Nič narobe seveda s tem. Dve zanimivi topiki, o katerih bi lahko na veliko govorili, ampak verjetno pa lahko tudi vsi se strinjamo, da to niso ravno prave kvalifikacije za vodenje NBA moštva. Vulgaris je v nekem intervjuju pred leti, mimo grede, bil je pogost gost popularnih ameriških podcastov, prednje je dobil to službo v Dallasu, malce zatem, ko je Luka bil izbran na naboru strani Dallasa. Pri tem izboru ni imel nič. Pri zadnjem 2020 je pa bil že on tisti, ki je sprejel vse glavne odločitve. To nazorno kaže, kakšno moč ima v klubu, če seveda tisto z rotacijami in postavami, ki jih odreja trenerju Carlislu, ne pokaže že dovolj nazorno tega. Po eni tekmi, poroča Keito, je Haralabos Vulgaris, ki je sedel zraven klopi z igralci, Luku po izgubljeni žogi pokazal, da se ne umiri, in je Luka mu takoj nazaj zabrusil: "Don't fucking tell me to calm down." In razumem, da Luka nima potrpljenja za tako osebo s takim ozadjem, glede na to, kakšne profesorje je do sedaj imel. Jaz sem prepričan, da tudi če se ne strinja s Carlislom, spoštuje Carlisla. Tudi Donny Nelson, kljub temu, da smo v zadnjem podcastu govorili o Nelsonovih izjavah po koncu sezone, in to tudi verjetno nazorno kaže, da gre za nek power struggle v ozadju, nek boj za moč med Donnyjem Nelsonom in Haralabosom Vulgarisom, ampak Vulgaris je očitno tisti Palpatine iz ozadja, The Darth Sith, ki deluje v sencah in ki se pripravlja na prevzem moči, in morda lahko tiste izjave problematične Donnyja Nelsona
tudi vzamemo v tem kontekstu. In če sem rekel, da mislim, da Luka spoštuje Carlisla, mislim, da spoštuje tudi Donija Nelsona. Vendarle je Donny Nelson nekdo, ki je v košarki že od malega. Treniral je košarko, igral je košarko, nikoli na drugi strani Atlantika, vendar v Evropi. V 80-ih je igral za različne klube, tudi v Latinski Ameriki, potem hitro zaključil kariero in začel delati takoj kot scout. Povezave je imel na račun legendarnega očeta Dona Nelsona in na račun tega tudi dobil prvo službo kot scout, ko je bil Don Nelson v Golden State Warriorsih, ampak je Donny bil tisti, ki je v Evropi našel legendarnega Marčuljonisa in ga pripeljal v NBA. Don je bil tudi pomočnik trenerja v litovski reprezentanci na olimpijskih igrah 1990. Bil nagrajen z vsemi mogočimi državnimi odlikovanji strani Litve za svoje delovanje v tej reprezentanci v 90-ih. Celo poskrbel za sponzorstvo te reprezentance, res je upleten v košarko na tej in drugi strani Atlantika od malega na vseh nivojih in vendarle je, kar se tega tiče, precej bolj kredibilna oseba kot Haralabos Vulgaris. Tukaj ni nobenega dvoma, ampak Haralabos Vulgaris je pa tisti, ki ima to moč in tisti, ki ga Luka zaradi vseh teh razlogov tudi očitno ne mara oziroma mu ne zaupa preveč. Tale mali incident, ki sem ga omenil in ga je orisal Cato, ni bil edini. Vulgaris je na eni tekmi zapustil klop pred koncem tekme in Cato poroča, da je Luka to opazil in na koncu v slačilnici povedal fantom: "He quit on us, he doesn't believe in us." Zapustil nas je, ne verjame v nas. In to ne more biti človek, ki sprejema najpomembnejše odločitve v tvojem klubu, če si želiš obdržati generacijskega igralca, ki si ga imel srečo dobiti, s katerim si bil tako kot z Drkom, če si uporabim ta izraz, pa mislim, da ni pretiran v športnem kontekstu, blagoslovljen dobesedno. Če tak blagoslov ne izkoristiš, si zaslužiš potem kazen. Pa da ne bomo šli zdaj v biblijske proporce, ampak drugi generalni menedžeri, ki sem jih že omenjal kot sekundarne vire, so off the record komentirali situacijo kot katastrofalno. Cato je mislil, da gre za situacijo za Porzingisom, da drugi GM-i govorijo o tem. Potem pa, ko je začel raziskovati, kopati globje v to zgodbo, je pa ugotovil, ne, v bistvu gre za Vulgarisa, v bistvu gre za power struggle, boj za moč v ozadju Dallas Mavericksov med Vulgarisom in Donnyjem Nelsonom, ki je vsaj po pisanju se mi zdi bil eden izmed virov za Catovo poročanje. Cato seveda tega kot pošten novinar ne bo nikoli povedal, ampak iz konteksta zgodbe bi lahko to sklepali in Cuban je tukaj tisti, ki odloča. Pa da ne bom predolgo dolgovezil o tem, lahko počasi gremo na našo debato, ki sva jo z Blažem imela z Galom. Ampak če zaključim, to, kar se dogaja v Dallasu, je problem. V zadnjem podcastu smo o tem govorili, da stvari v front officeu več kot očitno niso tako urejene, kot bi jih pričakovali v profesionalni franšizi NBA kluba. To je bilo jasno že dlje časa. To smo tudi mi in tudi številni drugi, ki spremljajo dogajanje v klubu, govorili, opozarjali na to že dolgo časa. Sedaj dobivamo detajle, ki bi vam prišli prej ali slej, če ne bi Cato napisal tega članka, bi ga pa kakšen drug dober novinar. In v Dallasu je čas za konkretne spremembe. Vemo, koga se ne da zamenjati. Ne da se zamenjati lastnika. Mark Cuban, on bo tisti, ki bo zdaj mogel prevzeti tudi konkretno vso odgovornost in povleči odločne poteze. Če se poleti nič ne spremeni, in tukaj mislim prav konkretno spremembe v pisarni, spremembe na položajih vodilnih,
Vulgaris, Donnie Nelson. Tudi o Ricku Carlislu lahko debatiramo, ampak mislim, da je on tukaj zadnji od problemov, če mu je Vulgaris to sezono narekoval prve peterke. Potem je problem to, da je tak legendarni trener tako marginaliziran in ga niti ne bi krivil, če bi odšel. Dallas Mavericksi morajo počistiti sedaj, oziroma konkretno Mark Cuban mora počistiti sedaj za front officeom. Imajo igralca, okoli katerega lahko zgradijo šampionsko moštvo. Če Dallas Mavericksi v 2-3 letih ne bodo zgradili tega šampionskega moštva, bo Luka odšel nekam drugam. Luka je igral za Lakers v Evropi, za najbolj zmagovito moštvo Eurolige, moštvo, ki ima v Euroligi največ osvojenih naslovov, tam od 60 let naprej, mislim, da so jih 10 do zdaj osvojili. In če ne bodo Dallas Mavericksi se spravili v red, če ne bo Cuban udaril po mizi, bo Luka morda odšel tudi v tiste prave Lakerse. Še nekaj let zagotovo ne, ampak prstani so, vemo, na koncu tisto glavno merilo, tisto edino merilo, naslovi so tisto, kar šteje. Ne All-Stari, ne All-NBA, ne MVP naslovi. In Luka to dobro ve, Luka to ve od malega in Luka in njegov agent Bill Duffy, ki je eden od najbolj vplivnih agentov in ki je Steva Nasha, ko je videl, da v Dallasu stvari ne grejo v pravo smer, odpeljal v moštvo, kjer pa so postavili Steva Nasha v pravo vlogo in kjer je Nash osvojil 2 MVP naslova in prišel blizu prstanu. Bill Duffy bo zagotovo naredil tisto, kar je najbolje za Luko, ne tisto, kar je najbolje za Dallas Maverickse in dokler Mavericksi ne počistijo z raznimi vulgarisi v klubu, vulgarnimi vulgarisi, ne bo konkretnih sprememb. Zato, mislim, da sem bil dovolj dolg, o tem tudi več v prihodnih podcastih, free agency, prestopi, ozadje, dogajanja v NBA-ju. Z NBA playoffom smo pa z Blažem začela tudi najino debato z Galom in zato vabljeni k poslušanju še naprej in gremo. Jojo, Blaž, živo, pozdravljen, kako si, kako gre? Zdravo, kar v redu, lepo vreme se je naredil, tako da kako ne bom dobre volje. Pa še dober pogovor se zdaj pripravlja. Gal Zbačnik, pozdravljen, živo, lepo zdrav na Dolenjsko. Ja, dober dan, živo. Gal je nekdanji športni novinar, ki še vedno zdaj v zadnjem času zelo pridno, redno tvita in govori o športu. Najdete lahko vse povezave in njega tudi na Twitterju pod Afna Streč številka 4 for, to je to. Evo, idealno, jaz sem hotel poiskati, ampak si zdaj ti povedal. Hvala, da si se odzval najmu vabilu, pa smo rekli, da bi danes v glavnem debatirali o 2 aktualnih temah, zaključek NBA kočnice oziroma aktualni NBA playoff in reprezentanca, kvalifikacije za olimpijske igre, ki se bodo igrale konec junija in to sta tiste 2 glavni topiki, pa bomo pa videli, kam bo beseda tekla. Pa bi te kar za začetek vprašal, morda, če smo zdaj bili priča tej seriji s Clippersi in Dallasom, kakšno mnenje samo o tej seriji in izpadu Dallasa, verjetno pričakovan zate ali morda ne? Pa jaz sem v bistvu napovedal 4-2 za Clippers rezultat. Mogoče so bili slovenski navijači malo razočarani, ampak to je overachieving zame v vsakem primeru, pač da ti odigraš s temi Clippersi 7 tekem, tako da to je vse v redu, ve se, kje so problemi, kaj bo treba narediti za naprej, se kakšen korak naprej, ker na zahodu je pač težko preskočiti eno rundo play-offa že prve. Ta kader ne bo dost. So pa največ po moje naredili za Clippers, s tem dobrim odporom, ker sem pa videl pri Clippersih prvič, odkar sta George pa Kawhi prišla, da so najdel neko identiteto, mogoče na 6. pa 7. tekmi in Kawhi se je malo bolj potrudil v obrambi,
In neko identiteto imajo, no, zdaj, ki prej niso imeli, tako da čist po pričakovanjih, ampak v bistvu dober odpor Dallasa in sezona čist z neko dobro ocenimo na koncu. So Clippersi zate eni od favoritov te sezone, zdaj v tej seriji Utah Clippers jih vidiš morda kot končne zmagovalce, ali morda Utah, ki je bila skupaj s Phoenixom najboljša ekipa zahoda to sezono, se ti zdi boljša? To je pa težko reči. No. Utah me preseneča. No. Phoenix sem bil skeptik, ampak nisem več, no, tako da mislim, da oni bodo šli čez Denver, dokaj suvereno. V Utah me pa še vedno niso prepričali. Nimajo nobenega, da bi lahko stavil Kawaja pa Georgia na papirju, ampak timska obramba, Gobert noter. Tako da ne vem, jaz bi dal lahko prednost, mogoče celo Uti tukaj. No. Je pa možno oboje, bi pa 7 tekem, to moram. Zdaj, če samo pogledamo na drugi strani, pač od teh kandidatov, zdaj, ki so ostali na zahodu, koga ti mogoče vidiš kot tistega, ki bi lahko najbolj konkuriral Brooklynu v finalu? Pa zdaj pustimo, zdaj bojo do tja prišli, kako se bojo med sabo stepali, ampak zdaj, če bi lahko zbral enega, pa ga postavil direkt v finale, da je nasprotnik Brooklyna, kdo bi bil po tvojem tist, ki bi imel največje šanse? Na podlagi tega, kar sem prej rekel, bi jaz rekel Phoenix, no? Zato, ker imaš dosti materijala, no. V obrambi predvsem, se pravi Bridges, on lahko prime Duranta saj približen. Zdaj tudi odvisno bo Harden igral, pod košem Ayton je mismatch, pač za vsakega tudi do raketi. Tako da mislim, da bi Phoenix bil ali pa Clippersi. No. Phoenix je mogoče bolj napadalno potenten, no, in da ne se zmagaš, moraš dati 120-125 točk, z obrambo jih ne boš, ne. Tudi ajde rečemo Phoenix. Ja, zdi se, da liga ni bila še nikoli, končnica ni bila še nikoli tako odprta oziroma toliko resnih kandidatov za nastop v finalu, vsaj na zahodu. Denver nima 3 od top 6 igralcev. Se pravi Murray, Barton, pa tale PJ Dozier. Tako da zaradi tega, če bi oni bili popolni, mislim, da bi se morali, ne bom rekel, da sprehoditi, ampak dokaj lagano do finala prideti zdaj, brez tega je pa težka. Ne? Je pa težka. Phoenix ima dosti širok kader, zdaj Jokić lahko daje 40, 15, 15, pa bo težko. Ne? Je pa Jokić brez kakršnekoli dileme MVP. Tako, ko on igra, mislim, jaz sem njega spremljal v začetku v ABA ligi, da bi mi nekdo takrat rekel, da bo to MVP, Bog pomagal. Ker se njega tiče, absolutno vsa čast, mislim pa, da jih bo zmanjkal. Phoenix je širok kader, imajo obrambo, igrajo, napad imajo, tako da težko. Ja, če ni igralcev, če ni ekipa prava in roster prav, težko prideš do konca. Poškodbe smo omenili, ampak tudi kvaliteta rosterja tukaj igra vlogo. Pa lahko morda tukaj se navežemo, ko si omenil, lahko da Jokić 40, 15, 15, pa po tvojem mnenju ne bo dovolj zaradi vseh poškodb v ekipi, na prvem mestu seveda Murraya in ostalih, ki si jih omenil. Pa se lahko navežemo tukaj na Dallas. Sicer niso bile na koncu poškodbe razlog za to, da niso imeli igralcev, ampak Donnie Nelson, GM in lastnik Mark Cuban, ki sta sestavila ekipo, kjer več kot očitno ni dovolj, če Luka da, koliko je dal na zadnji tekmi, 46 točk, 14 podaj, mislim, da 7 ali 8 skokov, pa ni bilo dovolj na koncu. Pa me zanima, kaj misliš, da je rešitev za Dallas zdajle poleti, če vidiš kakšno rešitev. Preden smo začeli snemati, smo malo o tem debatirali, pa je to morda topika, ki bi jo lahko tudi malo obdelali. Ne, veš kako je, jaz sem malo drugač, mislim, kot večina tukaj folka v Sloveniji, ker sam čakajo, kdaj bo Luka pet ven iz kluba. 22 let ima, to mu je 3. sezona v ligi, lepo počasi, lani 4-2, letos 4-3. Kar se mene tiče, ne bi tukaj neki nakov nasajal, niti Donija, niti Cubana. Pač danes je težko v NBA-u ekipo pač sestaviti, res nimajo bog ve kaj, to je žalostno.
ampak gre lepo počas. Playoff ekipa so, s Clippersi so igrali 7 tekem, tako da, kar se tiče Luke, itak brez veze zgubljati besed, ker več ne more narediti. On je na vsaki tekmi rabo nekoga, ki da, 20-25 točk in na zadnji pač ni imel nobenega. Ne? In to je to, in zato tudi ni šlo skozi na sami 7 tekmi. Zdaj, kaj pa lahko naprej naredijo, pa je pa tako nekaj manevrskega prostora imajo, ker je v bistvu dober, ne preveč, ampak nekega vsem je. Tako da, če Josh Richardson ne vzame player optiona za slabih 12 milijonov, jim ostane cirka 30 milijonov, se pravi fore, ampak je treba tukaj tudi omeniti, da Timu Hardaway Juniorju poteče pogodba. Ne? Tako da verjetno imajo zdaj 2 opcije, ali Tima Hardaway Juniorja podaljšati, ali pa mu pomahati v slovo, pa na marketu pač pripeljati enega free agenta. In to bi tudi jaz naredil. DeMar DeRozan se mi zdi tak. Od teh, ki bodo na voljo, zna nekaj sam skreirati, zna proste mete izsiljevati, v obrambi ni bog ve kaj, je pa recimo da povprečen in takega igralca pač rab Luka, da ne bo vse vedno na njemu. No. Tako da jaz bi naredil sledeče, Tim Hardaway Junior, hvala lepa, si dal, kar si dal, potem bi poprobil DeMarja DeRozana pripeljati za ne vem, kakšna bo cena, vsaj za 2 leti še, star je 32, tako da z njim po moje bi letos lahko šli čez Clipperse, no, če vse ostalo pustimo tako, kot je. To je pa v bistvu tudi največ, kar lahko Dallas naredi, ne. Potem mogoče ostane še za enega veterana in to je to. Tako da takoj ubijemo kakšne upe, kakšnih mega super starih. Tako da to je neka ideja, zdaj kaj se bo pa zgodilo, bomo pa videli na koncu. Ja, pa se ti ne zdi, recimo, zdaj, če Tima Hardaway Juniorja daje stran, mislim, on je v bistvu edini resni šuter v tej ekipi, ne. Zdaj, če tukaj tej ekipi priključiš DeMarja DeRozana, on šuter ni, ne. On pač trojke praktično ne meče, zdaj, a so druge kvalitete res, mislim, odtehtajo to, da potem Dallas v bistvu nima praktično nobenega šuterja, ki bi širil prostor, razen pač Porzingisa, ki itak nič ne zadane. Jaz po svoje se strinjam s tabo, seveda, ampak tako zanimam pač mnenje iz tega vidika. Zdaj, a se ti zdi to potem v redu zamenjava ali... Ne, mislim, se ne bi končalo nekega šuterja, ne. Za minimum bi v vsakem primeru morali pripeljati. Tudi če Hardaway ostane, bo nekaj treba, ne vem, mala 37-letni JJ Redick. Tako da v tem primeru jaz gledam tle predvsem to sekundarno kreacijo. Tim Hardaway Junior, ko je sam zgleda super, vse, ki mora on 2-krat žogo zavoditi, se konča. Jaz kot navijač Dallasa po stran pogledal, ne, rajš. Rabijo pa tistega, da takrat, ko Luka, ki ga ustavijo, ali mu malo sape zmanjka, da zna Pauli sil, da zna zadeti šut s pol razdalje in to. Mislim, da DeRozan bi od tega, kar je na voljo, absolutno boljšo opcijo v timu Hardaway Junior. Zdaj imaš pa tukaj še en kup drugih, Hala Oladipo, Otto Porter Junior, Schroeder, Fournier, ampak mislim, da od tega, kar je na voljo, da bi bila tole najbolj. No? Ali pa mogoče kaj Lauri za precej manj keša. Res je to, kar si rekel, ta nabor prostih igralcev to sezono bo res zelo boren. Od teh realnih oziroma igralcev, ki bodo dejanski prosti igralci, je res verjetno DeMar DeRozan pri vrhu tega seznama in res je, pravzaprav se strinjam z obema. Na eni strani rabijo Dallas Mavericks enega sekundarnega kreatorja, ball handlerja, ki bi lahko Luko tako agresivno podvajal, kot so ga to sezono, ko je bil najbolj podvajani igralec lige statistično in v taki situaciji seveda lahko tak igralec, kot je DeMar DeRozan, pride prav kljub temu, da sploh nima zanesljivega meta za 3. S pol distance je on killer.
Ampak z Luko dobiš odprte trojke in te odprte trojke je treba izkoristiti, če obramba ve, da ti ne boš vrgel te trojke, ampak da boš žogo spustil, pa potem poskušal metati iz pol razdalje in takoj daš korak, dva več, da lahko malce bliže raketi se pomaknejo, malce bolj zgostijo prostor. Ampak mene niti to toliko ne skrbi. Jaz mislim, da bi napad še vedno lahko v redu funkcioniral, ampak me skrbi z DeMar DeRozanom Obramba je bila večji problem kot napad proti Clippersom. Tako da rabijo predvsem izboljšati obrambo, DeRozan pa, če je ena pomanjkljivost trojka, je morda še večja njegova pomanjkljivost obramba. In zaradi tega jaz ne vem, če bi bila to dobra opcija. Je pa tudi res, da Dallas preprosto rabi več talenta. Ti si tudi rekel, da ne gre preveč kritizirati ta front office Dallasa. Mene je zmotil predvsem po koncu sezone zdaj to, da Donnie Nelson ni nič govoril o težavah, ki so več kot očitne in pomanjkljivostih rosterja, ampak samo o tem, kaj mora Luka še izboljšati. In ko govoriš o tem, kaj mora izboljšati igralec, ki je povprečju proti Clippersom dajal 36 točk, 10 podaj, pa še 8-9 skokov, to ni potem razmišljanje, ki bi mene delalo optimista za naprej. Časa pa tudi ne vem, koliko ravno imajo. Imajo zdaj par let zagotovo še, ampak prej slej bo Luka ratel nestrpen. Mislim, tako kot LeBron, tako kot zdaj v tej player empowerment dobi pač dosti igralcev stori, če ne moreš osvojiti prstana svojim klubom, ki ti je draftal, bo šel nekam, kjer boš imel možnosti, da ga osvojiš. Tako da tukaj je res dosti vprašanj, pa dosti istočnih točk, no, za tvoje mnenje. Me zanima, kaj misliš na vse to. Veš kaj, to, koliko se zdaj njim mudi, se jim po moje niti malo ne mudi. Playoff ekipa so, neke izkušnje nabira Luka, neki je. Zdaj, koliko je pa deadline, da oni morajo njemu nekaj pripeljati, je pa po moje tam nekje do konca tega extensiona, ki ga bo zdaj podpisal. Tako da ima 5 let minimalno in v teh 5 letih moraš ti nekako ekipo pripeljati do tega, da bo nek širši kontender, pa čakaš na ti zadnji pis, na ti mega blockbuster ali pa kakorkoli se že reče trade, s katerim si pol kontender. Vse opcije imaš pa malo morje, lahko vzameš DeRozana pa Dannyja Greena za minimalca. Lahko vzameš Kyla Laurija, ki je sicer 35 let star, zna off the ball igrati, zna zadeti, zna obrambo igrati, pa mogoče bo za manj prišel, manj denarja kot DeRozan, pa potem za razliko vzameš še nekega šuterja ali pa centra, pa neki. Zdaj, kakorkoli oni letos ne bodo naredili nekega preboja, ki ga tudi ne morajo, mogoče jim pa lahko tokrata ekipo nekako poflikati, da bo realno lahko razmišljali vsaj v drugi rundi. In to je zame, če bo drugo leto druga runda play-offa, je to zame čist naraven in čist tak razvoj, kakor mora biti. Mislim, da si preveč fani predstavljajo, kakor da je to kot football manager, veš, da boš ti neki tam, tega bi pripeljal, tega bom, to je, da ti en trade speleš skupaj, da ga daš pod streho, pa da si ziher, da boš ti nekaj tega pridobil. Se na drugi strani ni nekdo, ki ti bo kršen kavo v stvari, Ampak zaenkrat, jaz nimam pripomb, lahko bi bilo absolutno boljše, ampak Luka ima 22 let, vemo, kdaj je LeBron osvojil prvi prstan, vemo, kdaj ga je Jordan, tako da tole neki, pa nič ne naredi, pa menjajte vse, menjajte Carlisla, menjajte Donija, počakaj, da bo konc tega rookie extensiona, če bo še zmeri caplalo v prvi rundi play-offa, pa reč, zdaj pa moramo nekaj narediti, Ja, se strinjam z tem, kar si povedal. Seveda, tradi niso lahki, ampak gal se veš, zato so pa GM-i v NBA-ju plačani milijone in milijone dolarjev. Ni to lahek job, ampak je treba te milijone tudi zaslužiti. In kakšni front office so pri tem dosti bolj uspešni, dosti bolj učinkoviti, si zaslužijo te milijone, medtem ko kakšni drugi. In bi jaz dal v to kategorijo tudi Dallas, pa ne zaradi tega, recimo, če gledamo
samo zadnji 2,5-3 leta, odkar je Luka prišel, kaj so naredili. Ampak če gledamo od leta 2011 in Dirkovega naslova, ki si ga je Dirk krvavo priboril po letih in letih, ekip, ki niso bile ravno šampionske, in tudi tista ni bila. Zdaj, jaz sem skoraj da prepričan, da Luka ne bo tako potrpežljiv kot Dirk in čakal do, koliko je bil Dirk, ki je osvojil naslov, 31, 32, tako potrpežljiv ne bo in me je malo skrbi, ta neučinkovitost. Ti moraš vedeti, da je Dirk že igral pred tem finale, ne vem kdaj, 2-7? 2-6. Koliko je bilo 2-1, pa so pol 3 zapored zgubili. Ja, sodniška kuhinja, pravijo navijači. Pa Wade na nivoju Jordana je odigral tisti finale. No, ampak, kaj sem hotel reči, poglej druge ekipe. Ne? Zame je uspešen front office že to, da so oni draftali Dirka pa Luko. Že to je una poteza, ki ti spremeni za 15 let franšizo. Poglej si Hornece, poglej si Knickse, poglej si, ima 15 ekip, ti lahko naštejem, ko so slabši, ki ne znajo niti draftati, niti pol nič ne naredijo. Ne. Lahko je gledati Miami, Florida, pa Lakerse, ki so zmeri zraven, ker je velik trg, igralci hočejo tam igrati in tako naprej. Ne. Je lažje nekaj narediti. Zdaj, oni so dobili na draftu, v bistvu so tradali, da so prišli do Luke, ne, ker je direkt Donnie Nelson. Njemu se lahko zahvalijo vsi, da Dončić igra v Dallasu. Se pravi, on ti je sploh omogočil, da zdaj ti razmišljaš o tem, da boš neko ekipo gradil. Tako da ne moreš reči, da ni to dober front office. Ne. Zdaj, če pa bo po 15 letih isto, da bo najboljši Lukin soigralec na nivoju Hardawaya juniorja, pa bo nekaj narobe. Plus ta nesreča s Porzingisom. Ne. Takrat smo tudi vsi rekli, tem tradu je dala zmago. Ne. Pa vidimo zdaj, da mogoče pa ni, ne, ker so prišle te poškodbe vmes. Tako da tukaj ti mora res ogromno stvari poklopiti, da ti lahko preskakuješ, bom rekel, neke stopnje v razvoju ene ekipe. Ker jaz sem pač navijač Celticsov, ne, in smo imeli zdaj rošado na tem mestu GM-a. Dosti ljudi je tudi očitali, da je Ainge slab GM. Pa lepo te prosim. No. Kako je lahko slab GM, če je imel prvi pik na draftu, pa je rekel, ne, jaz bom tradal, da bom imel tretji pik, ker vem, da bojo oni cepci, Falca pa Lonza pred mano zbrali, jaz bom pa na tretjem mestu Tatuma vzel, ki je najboljši igralec na draftu, pa še en pik bom dobil za to. Zame je taka poteza dost za 10 let presežkov v eni franšizi. Tako da se mi zdi, da bo tudi Dallas slejko prej nekaj naredil, tako da ni po moje nekega zdaj za biti živčen, no, pa neki nič ne naredijo, ker imaš po drugi strani pa še slabše. Ampak Dallas napreduje. Poglej si prvo sezono Lukino, drugo pa tretjo. Če bo šlo tako naprej, drugo leto, druga runda play-offa, to je pa že nekaj resenega. Ne? Jaz se strinjam glede Ainge pa vse to, ampak jaz pa gledam še malo iz drugačnega vidika. Mislim, ne nazadnje Dallas lih zgodovinsko, da bi neke dobre poteze delali na prostem trgu, jih niso. Ne? Mislim, frustracija pri ljudeh je predvsem v tem. Jaz bom tako rekel, če gledaš Ainge ali pa Peta Riley ali pa te, ko so res pač znani najboljši GM-i, pa sej pride obdobje, ko pač so ekipe dobre, pa potem padajo, pa je treba rebuildati, pa se potem spet dvignejo, grejo pa neki taki sinusoidi. Ampak te GM-i so imeli pač že v preteklosti, so sprejemali dobre poteze, so naredili dobre poteze, zdaj pri Dallasu, če smo čisto realni, v zadnjih 10 letih njihova najboljša poteza je bila to, da so draftali Dončića. Zdaj, a je dovolj ena dobra poteza v 10 letih, da ti rečeš, da je to sposoben front office? To je zdaj zelo tako, ne. Zraven pa, a je dovolj to, da imaš ti nos na draftu, a je to že dovolj, da te lahko kategorizirajo za v redu GM-a v NBA ligi, ker pač draft je samo en majhen del celotne zgodbe in celotne službe, ki jo GM upravlja. Ne. Tako da jaz iz tega vidika imam tukaj pomisleke, a je sposoben ta front office Dallasa narediti nek presežek. Jaz ne pravim, da ga mora narediti zdaj, ne pravim, da ga mora narediti drugo leto,
Ampak nasplošno gledano, pa, če imajo eno dobro potezo na 10 let, kdo lahko zdaj zagotavlja navijačem, da ne bojo spet imeli ene dobre poteze v 10 letih, pa mogoče bo celo ta ena dobra poteza to, da so Luko podaljšali na rookie extension. Tukaj je ta dilema, ki jo imajo navijači in zakaj navijači zdaj v bistvu tudi toliko pizdijo čez Donija, čez Carlisla, čez vse, ne, mislim, ker gledajo skozi prizmo zgodovine, ne. Tako da jaz iz tega vidika ne vem, zdaj lahko se strinjaš s mano, lahko ne, no, ampak jaz v bistvu bolj predvsem iz tega gledam. Jaz bi sam dodal še to, Blaž, da niso Dallas Mavericksi od naslova 2011 prišli iz prvega kroga play-offa. In če naslednje leto zopet ne pridajo, mislim, da naslednje leto bo imperativ. Tako kot si tudi ti, recimo, rekel, naslednje leto pričakuješ potem drugi krog play-offa, polfinale konference in če se naslednje leto recimo to ne zgodi, potem pa reči spet pridemo do te točke, kar je Blaž rekel, ena dobra poteza v 10 letih, draft Dončića, pa potem ne vem, upajmo, da ne je edina dobra za naslednjih 10 let extension Dončića. Ne, pa sej si pripeljal Porzingisa, ne? Sam se ni izpeljal ta trade. Ampak trade si imel si šanso, si šel po Porzingisa. Je bil riski že, ko so ga izpeljali, ali što tukaj lahko to rečemo, da je bil zelo riskanten trade. Ampak to hočem reči, da oni ne svirajo po domači povedano. Oni so neki problem, ne? Veš, zdaj se mi pogovarjamo, kako bi oni mogli neki narediti. Danny Ainge, njegova famozna izjava je, da najboljši trade je ki ga ne narediš. In zdaj, če oni Porzingisa ne bi tradali za njega, kaj bi bilo? Ja, zdaj ne bi imeli 30 milijonov ali pa bi koga drugega pripeljali. Ampak če bi pa v tistem momentu takrat nekdo vprašal fane, trade ja ali ne, in se oni ne bi odločili, bi pa spet pluvali, zakaj niste tradali za njega. A veš, to je hudič, mislim, moraš vedeti, da se vsi trudijo, ne, vse ekipe in težko je, ni to ono, mi imamo pa zdaj full hud front office, ostali so pa butli in bom jaz zdaj vse nategnil, pa ne vem kaj, ne. Meni je tole čist, bom rekel, nekako solidno, ne. S tem, da si pa ti draftov Hall of Famerja, ne, je ogromen plus, no. Filaš dvorano, in tako je že polna, prodajaš drese, piše se malo več o tebi, govori se malo več o tebi. Boljše je to, kot z istimi rezultati imeti 2 All-Starja, veš, to hočem reči. Tudi lažje potem nekaj z ekipo narediti. Tako da jaz ne bi bil toliko s temi kataklističnimi napovedmi, mislim, da je Dallas čisto redno. Jaz ne bi zdaj podil nikogar ven, še najmanj trenerja, niti podrazno ne. Jaz bi počakal, filov bi s kakšnimi temi solidnimi roleplayerji, ne bi se hotel neki dolgoročno s kakšno masno plačo še bolj vraci zategniti, pa čakati in ko bo tista šansa, pa all-in, pač, ker takrat imaš, če gre, če ne gre, ne gre in to je to. Potem pogodba v taki obliki, kakor je za Porzingisa, se ti ni zdela sporna. Ker vedeli so, kakšna je zgodovina poškodb pri njemu, vedeli so vse to, tudi da se bo vračal, mislim, oni so mu dejansko dali zagarantiran denar, kar recimo Filadelfija Embiidu ni dala, ne, se pač dali neke klauzule noter, da mora toliko pa toliko odigrati, toliko pa toliko minut in tako, mislim, pač stvar je v tem, da NBA deluje na povsem drugačen način, kakor je evropski šport, v evropskem športu smo pač navajeni, da v bistvu ta najboljša ekipa pride, vrže na mizo denar in pripelje tistega igralca, ki ga želi, ne glede na to, ali je to evroligaška ekipa, ali je to nogometna Premier liga, španska liga, katerakoli ekipa, pač to smo navajeni. Pa še njim ne rata zmeraj. Pa še njim ne rata, ne, ampak je vseeno pač drugačen princip, ki ga marsikateri navijač, v bistvu ga tukaj težko tudi dojemamo, no, da se pač ne da nekaj čez noč narediti. Predvsem, mislim, jaz se čisto strinjam, kot si rekel, ne, niso to Miami, niso Lakersi, ker Lakersi pa Miami, pa tudi recimo Brooklyn zdaj, oni so dali ta občutek, da se to da kar tako narediti, ne, ampak so bilo redke izjeme, ne, no, ampak če se vrnem zdaj pač, da mogoče na ta način tudi zaključimo s tole debato, no, se te tista pogodba zdela sporna ali ne? Ne, ker bi dobil Max v kjerikoli ekipi v ligi, veš. Oni že, ki so tradali, so vedeli, da mu bodo morali dati Max. Tako da on bi dobil Max v 99% ekip, ki imajo toliko prostora v salary capu. Tako da absolutno ne.
Če se mi Kembin Max ne zdi sporen, niti malo, takrat, ko so ga Celticsi pripeljali, ali pa ne vem, koga do zdaj še govorim, se mi ta še manj, ker ne moreš ti drugače. Če ima igralec takih tok star, kot je bil on, tako kot je igral v New Yorku, ima tako ceno in to je to. Zdaj, če mu ne boš tega plačal, niti trejrat ne boš šel za njega. A v vrsti bi stali še 12 ekip zraven, ki bi mu isto dali. Tako da tukaj imaš samo čim manj napak, da narediš. Ne? In tukaj Porzingis v bistvu je nesreča, ni to napaka. Ne? In zdaj nimaš kaj, nimaš drugega, kot da ga probaš malo pobožati, vse možno, da ne bo na igrišču tisti negativen efekt, ki ga daje. Ne? Zdaj pa 3 leta čakaš, ne? Ker dokler ne bo sam še 1 leto na pogodbi, ga tudi nekam tradati ne boš mogel, razen če boš zraven še neki dal, pa dala že tako nima. Pa da ne bomo predolgi, Blaž, bi še ti kaj tukaj v NBA vprašal? Ne, jaz mislim, da lahko se kar na reprezentanco sfokusiramo zdaj. Vse v NBA bi lahko govorili zdaj še 3 ure, pa lahko predebatiral vsako malenkost, ampak mislim, da je še kar caj, da gremo malo na reprezentanco, na malo bolj mogoče celo vesele teme v tem trenutku. Predvsem zate, Blaž, glede na tvojo napoved, ko smo snemali naš napovednik za tale prvi krog Clippers Maverick serijo, si ti nekaj poslušalcev razjezil, vsaj med komentarji smo lahko prebrali, da sva v bistvu luzerja, ker sva hotla, da Luka pride za reprezentanco igrati, oziroma ti si takoj na začetku že bil zelo vesel, ko si slišal, oziroma ko smo zvedeli, da bodo Mavericksi igrali proti Clippersom, ker si bil namreč prepričan v njihov končni izpad in to, da bo Luka prišel v reprezentanco. Ja, v bistvu jaz bom vprašal kratko, se ti zdi, da bo Luka igral v reprezentanci na podoben način kot v Dallasu, ali bo bolj kolektivna igra glede na roster, ki ga imamo na voljo? Pa veš kako bi rekel, da bo dokaj podobna situacija. Ne? Mi bomo živeli in umirali z njim. Zdaj, glede na sam podporni kader, je pa mogoče, pa glede na se pravi konkurenco, no, to je ta glavna stvar, je mogoče celo v reprezentanci boljši. No. Zdaj, ker se pa tiče igre, bo pa to Luka, pa zmisel si nekaj. No. Tudi drugega ni, treba ga je pripraviti, da bo proti Litvi lahko odigral 38 minut, to je po mojem najbolj pomembno, pa živeli in umrli bomo pa z njim, absolutno. Matej, ti, kaj ti praviš? Ja, v bistvu se strinjam z Galom, da verjetno je slovenska postava v teh kvalifikacijskih okvirih, FIBA okvirih, relativno gledano proti reprezentancam, s katerimi bo igrala na teh kvalifikacijah, seveda morda postava celo malce bolj kompletna, boljša kot postava Dallasa v NBA okvirih. In jaz mislim, da mnogi, ki ne gledajo redno recimo Eurolige ali pa Eurokupa, ne vedo, kakšen napredek je recimo Prepelič v zadnjih 2 letih naredil, ali pa od Eurobasketa 2017. Jaz mislim, da je Blažič precej boljši, kot je bil na Eurobasketu 2017. Mislim, da je Prepelič boljši, kot je bil na 2017. Zorana Dragića takrat nismo imeli, je pa, ne smemo pozabiti, poleg Luke Dončića edini igralec, slovenski igralec, ki je v zadnjih, ne vem koliko, 7, 8 letih postal večkratni MVP kroga v Euroligi. Sicer res, da pri Zoranu to pred temi poškodbami, ki so malce naredile en tak hakelc v njegovi karieri, ampak zdaj proti koncu sezone, to je zdaj njegova druga zdrava sezona po tistih težavah in proti koncu te sezone je vedno bolje igral. Vlatko Čančar je en X-faktor, ki mislim, da je tudi boljši, konkretno boljši, predvsem pa konkretno močnejši. Če ste verjetno, so mnogi videli njegove fotke, ki je pozeral po verjetno kakšni seansi v fitnessu in se zdi, da je konkretno maso, mišično maso nabil 10-15 kg in bi lahko pod košem bil nek X-faktor. Tako da
vidim dosti pesimizma, tudi z Galom smo imeli že debate na Twitterju, ne vem zdaj, a ti sodiš bolj med pesimiste ali optimiste, ampak ko sem imel zdaj v zadnjih dneh po tem izpadu Dallasa par debat na Twitterju, mi je zdaj tako nekje 50-50 razpoloženje, mnenje ljudi, nekateri so bolj pesimisti, mislijo, da je Litva izrazit favorit. Ampak jaz mislim, da to ni res, ker imamo mi daleč najboljšega igralca v seriji. Sabonis je odličen, Valanciunas tudi, ampak nista playmakerja, ki lahko soigralce delata boljše na tak način kot Luka. In to je seveda pa tista glavna stvar pri vseh teh, ki sem jih naštel, ki so naredili napredek. Pričakujem, da bodo v Luki zgledali še toliko boljši in igrali pač na zelo visokem nivoju in mislim, da imamo z Luko zagotovo prednost na zunanjih položajih, pod obročem imajo Litvanci. Dosti bo odvisno od trojk, seveda, odprte trojke bomo dobivali, tukaj ni dvoma, potem jih bo pa treba zadeti. In jaz sem precejšen optimist tukaj in mislim, da bo, zdaj, če odgovorim na tvoje vprašanje, tudi Luka več igral brez žoge kot v Dallasu. In mislim, da imamo več kreatorjev, no, v teh evropskih okvirih. Playmaking je področje, kjer je Prepelič napredoval in mislim, da bo dober branilski tandem dobro sodil zraven Luke na položajih 1 in 2. S tem, da ko imaš pa tako visokega igralca, kot je Luka na položaju 1, si lahko morda potem privoščiš Čančarja na šterki, morda. Tukaj so zdaj še vse te debate, ampak ja, Blaž, zdaj sem mogoče celo malo preveč dolg bil. Ja, en mičkan si bil dolg, ampak dober, jaz, če sem iskreno povem, jaz v vlogo favorita postavljam Litvo, ampak ne pa v vlogo izrazitega favorita. Pač je vseeno, igrajo doma, njihova ekipa je precej dobra, bom rekel tudi, zdaj Valanciunas, Sabonis, sta glavna zvezdnika, mislim, to je dejstvo, res, da nista na nivoju Luke Dončića, ampak mislim, da dovolj faktorjev, ki v vlogo favorita postavlja Litvo, ampak mislim pa, da so naši pač sposobni premagati. Kot si rekel, če se bojo zadevali zunanjih položajev, bo ta tudi Sabonis in pa Valanciunas precej nemočna. No. Da se še jaz nekaj tlele vključim, ker si rekel Prepelič boljši. Od Prepeliča, če bomo dobili te 3 tekme, koliko 4 igramo, če bomo dobili isto predstavo kot na Eurobasketu, ker če se spomniš, je on v bistvu finale odločil. Takrat pa imel tudi nekih 15 pik povprečje. Točno tako. Klubsko je napredoval, ampak če bomo mi od njega dobili to, kar je dal takrat za reprezentanco, bo super. Zdaj, kar se pa tiče same Litve, je pa tako, oni sicer nimajo na bekih, ne vem česa zdaj, imajo pa te stare, se pravi, neke rutinerje, ki v primeru, da nas bodo pod košem guzili na polno, ne bodo tudi oni nekaj lahko naredili. Ne. Ker jaz tukaj v bistvu največ zameram, če že komu zvezi, ne, ki je šla v ta projekt tako, da ima že vnaprej 3-4 alibi izgovore, če ne bo ratalo. Ne. Stvar je selektor. Ne. Ti zdaj še imaš Luko za ziher. Čez 4 leta vprašanje, če ga boš imel čez 8, še manj. Ne. In da greš ti, pa Sekuliča poznam, v redu dečko in vse, pa da greš ti s takim selektorjem na tale turnir, pa mislim, da imajo oni že tako, v redu, ni nam ratalo, mlad selektor, Morgan poškodovan, pa še v Litvi smo igrali, imaš 3 izgovore, tako in to je to. Tako da tukaj bi jaz rekel, drugače pa zame Litva, recimo lahko favorit, ni pa nič vnaprej določeno. No. Mi lahko tudi s Poljaki konc koncev že v grupi zgubimo, pa to ne bo zdaj taka mega senzacija, tako da ja, Litva favorit, ampak nekako mislim pa, da bi lahko z njimi igrali. Zdaj, kaj bo pa prevagalo? V Evropi je malo ožje igrišče, malo manj je prostora, ne? Je pa v drugi strani trojka bližje.
tizga step back trojke v NBA-ju, ne more noben drugi braniti, tukaj bo bližje, pa še manj bo lahko kdo braniti, ne boš pa mogel braniti niti Sabonica, niti Valanciunasa spodaj. Tako da, če bi bil jaz litovski selektor, bi z obema igral, ne. Obema 30 minut in vsak napad dol, sam žoga dol. Pa bodo že te Grigonisi pa Kalnieti si kakšno odprto trojko zadeli. Ja, zdaj si dal nekaj dobrih izhodiščnih točk. Mislim, najprej bi rekel za te potencialne alibije ali izgovore, ki bi jih lahko imela košarkarska zveza v primeru neuspeha, zame ne bo noben nesel vode. Ko imaš enega od najboljših, recimo, ali pa lahko bi imeli zdaj debato, Luka v tem trenutku, po recimo tem prvem krogu, najboljši igralec sveta, pa morda bi rekli, da ne, lahko damo argumente, ampak mislim, da bi lahko dal več kot dovolj tehtnih argumentov za to, da morda je v tem trenutku celo najboljši igralec sveta. V vsakem primeru pa tega ne moramo reči za Sabonisa ali Valanciunasa. Zdaj tudi igra z obema, oba sta zelo dobra v napadu, izjemna v napadu in se strinjam, težko jih bo zaustaviti pod obročem. Obenem pa, vsaj v NBA okvirih, zelo slaba v obrambi, izjemno. Podpovprečna bi lahko rekel, predvsem Sabonis še slabši od Valanciunasa, ampak oba sta ne dosti bolj recimo koristna pri varovanju obroča, kot je to Bobby, pa je še manj mobilen kot ta dva, ampak res, tudi metrika in eye test, ko gledaš, kaže to, da nista dobra obrambna igralca. Ja, ampak nista dobra proti Anthonyju Davisu. Kako bo pa to izgledalo proti Edu Muriću? To boš primerjati. Ti boš imel na šterki pri nas v najboljšem primeru Čančarja, Murića, to je to. Na petki boš imel pa Dimca pa Omića. Ne? In ni Omić, ni Dimec jih ne more raztegniti ven, tukaj bo zelo težko. Ne? One dva bosta na tej tekmi izgledala kot Tim Duncan pa David Robinson. Močnejša od vseh naših, hitrejša, pa tam okrog prostega meta, tudi kakšen šut znate zadeti. Ne? Nista glih ono, da jih boš puščal čist sama, ko lahko Omića. Omića lahko pustiš 3 metre, ne? Dimca tudi. In teh dveh ne moreš čist samih pustiti. Ne? Tako da tukaj bo zelo zanimivo, me zanima, kako bo to izgledalo na parketu. Ne? Ker, ne vem, ta naš strokovni štab mi tudi nekega optimizma ne vliva, da bo na koncu bo Luka tlema žogo, najti tam Omić en blok postav, če ne bo šlo pa več fade away. Ne? In to je to, oziroma step back. Nekaj tak. Ja, mislim, Zubac je recimo boljši obrambni center, bolj mobilen, ko govorimo o gibanju v obrambi, je bolj koristen kot recimo Valanciunas ali Sabonis, pa je bil povsem nekoristen ob Luki. Mislim, Luka ga je, kot pravijo, play off the court, ga je odigral, poslal na klop z svojo igro, prisilil Luja v to, da ga je preprosto potegnil na klop in zadnje 2-3 tekme praktično niti 1 minute ni bil na parketu, ko je bil tudi Luka na parketu. In zdaj, da sta dva taka centra skupaj, kjer eden ni dober strelec za 3, ne vem, to bo še zanimivo videti, kako se bo seveda to taktično preigravanje in tukaj potem seveda tudi pridemo do trenerja, vprašanja trenerja, ki si ga načel in ja, se moram strinjati. Mislim, vsi smo poslušali pač neka imena, so se omenjala in z nekaterimi naj bi bili tudi zelo blizu dogovora, kot tudi so iz CSKA. Potem so dejali, da to ni realno, tudi zaradi tega, ker v kvalifikacijah evroligaški trenerji verjetno ne morejo sodelovati, čeprav smo videli, da recimo Kokoškov lahko, ki trenira Fenerbahče in srbsko reprezentanco, je lahko vodil Srbe tudi v kvalifikacijah za naslednji Eurobasket. Tako da verjetno bi se dal kaj zmeniti, ampak tukaj so tudi različni vzvodi moči in seveda je relacija Srbska zveza Kokoškov Fenerbahče drugačna kot Slovenska zveza in tudi pa CSKA. Ja, sej tukaj mi ne vemo, kaj je bilo v zadju, ali se je dal kaj narediti, ali oni niso dali vsega od sebe, da bi. Ne? S tem, da zdaj za tiste kvalifikacije v Windowih med sezono, izglede na to, koliko so krnjene ekipe, lahko kdorkoli vodi, pač tisto moraš
kako se pregura do konca in je to. Tele zdaj kvalifikacije so pa once in a lifetime opportunity, ne? Na nek način. Imaš Luko zraven fiksko vprašanje, kdaj ga boš imel spet, in imaš Litvo moraš zmagati, ne? Ni treba zmagati, bom rekel, ne vem, Srbije, ni treba zmagati Francije, ni treba zmagati ne vem koga še, ne? Samo Litvo, ne? In jaz bi pač tle mogoče pričakoval, da bi šli oni bolj resno v to, ne? Ker tudi na koncev, če bo šla ta ekipa, če se uvrsti na olimpijske, tam ne bomo mogli ne vem kaj praskati, ne? Je pa fino, da smo zraven Luka, če bo v Tokiju, bo to top 10 zvezdnik verjeten na igrah vseh, ne? In je zato fajn pač, da bi bili zraven, ne? Zdaj, kaj bo pa na koncu? Jaz še zmeri nekako mislim, da je lažje nekje igro v Evropi na centrih graditi, kakor na pleju, ne? Čeprav je Luka tukaj izven serijski, da bi mogel to pač reševati. Ampak bomo videli, no. Ja, potem ti praviš, da na olimpijskih igrah nijamo kaj pretirano velik šans. Meni se zdi, da jih imamo. No. V končni fazi, če se ti rata izogniti Američanom, to, kar je itak tista klasika na vseh teh večjih prvenstvih, jaz mislim, da z dobrim dnevom, niso tako zelo nekonkurenčni, kot bi si mislili. No. Ne glede na to, da ni Dragića, mislim, da se lahko zgodi marsikaj. Sploh zaradi tega, ker recimo olimpijski turnir po kvaliteti ni niti približno tako močen, kot recimo kakšno evropsko prvenstvo. Mogoče ni tako širok, ne? Ampak Francija, ZDA, Srbija, pa Španija, težko. Litva je slabša od vseh teh, ki sem jih naštel, ne? Verjetno. V teh evropskih okvirih se mi zdi recimo Slovenija proti Srbiji v kompletni postavi manjša razlika v kvaliteti kot Dallas Mavericksi in Clippersi. Zato na eni tekmi, če lahko z Dallasom Luka premaga Clipperse, če bo v formi, če bo njegov step back padel, potem se jaz skoraj ne bojim, no, in se tudi ne bojim. Mislim, da bo edino vprašanje, kako bodo roleplayerji odigrali, pa mogoče še ena stvar, ki jo velja omeniti, ker smo že Omića, si ga Galo omenjal, pa centrsko situacijo v slovenski postavi, nekaj malega se šepeta, da bi lahko morda prišlo do kakšne izredne last minute naturalizacije. Bomo o tem kaj več rekli, če bo do tega prišlo, ampak morda bomo dobili kakšnega boljšega centra, kot je Omić. Čeprav bi bilo dobro tudi, če bi recimo Omića imeli sklopi, pa če ne bi igral kot naturaliziran igralec, ampak to je pa že druga tema, ker bi KZS morala verjetno bolje ukrepati že dolgo nazaj. Čisto zapora, ne? Ker sem prej govoril o ekipah, ne? Na olimpijskih. Kanada, sicer verjetno ni tako vesta, ampak sam takole sem šel na hiter čez roster. Gilgeous-Alexander, RJ Barrett, Cam Burge, Dillon Brooks, Corey Joseph, Dwight Powell, Kelly Olynyk, Jamal Murray, Nick Stauskas, Andrew Wiggins, Tristan Thompson. Če ti vsi pridejo, Murraya ne bo. Še marsikoga, ampak jaz nisem slišal nobenega, ki bi bil boljši od Prepeliča, tako da. Še Gilgeous-Alexander. Noben ne dela take razlike kot Dončić. Je to tak profil igralca, ki lahko, sam nekaj naredi, ne? Janisa smo videli v reprezentanci, bolj ali manj to en kozarec mlačne vode vse skupaj, ne? Jokić tudi težko, ker tam imajo pa malo boljšo ekipo, ne, okrog, in je tudi selektor je malo zafrknil, ker ga je na šterko dajal, ne, ampak Luka je tip, daj mu žogo, pa bo rodi stvori varianta, ne. In glih zato sem jaz še toliko optimist, kakor sem, ne. Zato, ker je on pač Leon, ki mu daš žogo, pa rečeš, zdaj pa zmisel si nekaj, pa si bo nekaj zmislil, ne. Janis bo naredil korake, Pavel v napadu, ta pa ne bo, ne. Tako da tukaj se strinjam absolutno, ampak če bi imeli mi Gogija zraven, pa Randolfa, bi jaz rekel, da gremo na medaljo. Takole pa bomo pa pesimisti, pa bomo pol upali, da nas bodo presenetili.
Ja, se to je mogoče tako generalno gledano dober pristop. Pričakuj najslabš, pa si pol samo prijetno presenečen, če je tako, ampak jaz bom tako ponovadi po mojem, kar vedno šel 100 na uro noter v podporo, verjel v ekipo, me bo navijaški zanos ponesel, če lahko tako rečem. Ja, jaz Gal se čisto strinjam s tabo, ko imaš Luko na parketu, mislim, zakaj bi rabo sposobnega selektorja, pač to pol sploh več ne bi bilo fair, ne? Tako da pač moraš nekje malo kompenzirati to, tako da pa jaz se čisto, mislim, res z obema vama se strinjam, jaz mislim, da na tej točki lahko počasi tudi kar zaključimo, zdaj ne vem, razen če bi še vidva kaj povedala. Ja, Gal, izvoli, bili smo v bistvu, smo šli celo malo čez čas, ki smo ga imeli dezigniranega, ker je bila debata zanimiva, pa ja, verjetno je dobro, da počasi zaključimo, ampak Gal, zadnja beseda tvoja, seveda. Nič, boljš bo, da bomo kakšne druge teme drugič obdelali, ker je itak to. Bi lahko zdajle še dolgo, ja. Ko eno temo odpreš, pa pol malo asociacije, ne, je tako, ne. Jaz bi samo eni pomerite se, ker se Dallasa tiče, to ni nič kritičnega, gre vse tako, kot mora iti. Jaz sem itak že prerastel to navijaško. Sem toliko teh pipanov, pa unih, pa Beograd 2005, ker smo imeli najboljšo ekipo v zgodovini, glede na to, pa kaj se je zgodilo, pa prvi v grupi, pa 4 dni pred četrtfinalom pauze, pa nas je Pascal Roller, pa Demirel sta nas ubila, ne, tako da, ker se je enkrat vsega hudega navajeni, pol tako, malo z distance, no, ampak na koncev, Dallas bo ekipa konkurenčna, spoštovanja vredna, tudi če nič ne pripeljejo, tlele v Litvi pa tudi več kot finala zgoditi, upam, da ne moramo. Je to. Ena taka optimistična. Ja, no ne, sej dobro, zaradi tega, ker v prejšnjem podcastu sem jaz do dobra skritiziral vse po vrsti, pa je dobro potem, da to malo kontra utež, proti utež. Blaž, boš še ti kaj dodal? Sam to, da pač jaz verjamem v zmago in mi bomo zmagali. Ti greš nisem zdaj sicer rekel česa, ne, tako da me kdo slučajno za besedo, ampak bomo pa zmagali. Ja, zdaj vprašanje, v kateri slovenski reprezentanci si to odgovoril, ker bo nekaj tekem. Ženske nekaj špilajo, ne? Ja, tudi ženska reprezentanca zdaj Eurobasket, tako da ja, seveda bomo morda, če bo kakšen uspeh, tudi o tem, kaj je rekel, zakaj pa ne. Tako da, ja, pa lahko zdaj počasi zaključimo. Urca je bila dobra urca, tako da mislim, da smo bili kar izdatni in upam, da Gal, če boš seveda imel čas, da se nam boš lahko v kakšnem od naslednjih podcastov še kdaj pridružil in bomo morda pred začetkom kvalifikacij še kakšno rekel. Ja, če me bo kdo hotel še poslušati, z veseljem. Ne dvomim, tako da se že veselim. Hvala, Gal, da si vzel čas. Fajn je bilo debatirati s tabo, res upam, da se še kdaj takole dobimo. Upam, da kakšne malo manj depresivne teme, da bomo pokomentirali kaj bolj zabavnega. Se je bilo zabavno, reprezentanca, Donka. Ja, dobro, jaz ciljam na Dallas, no, ker tam vse je tisto malo bolj morbidno. No. Se je bil Gal optimističen, tako da tudi to je bilo. Mislim, da ni bilo tako zelo pljuvajoče, kot je ponavadi, saj v zadnjih časih. Pa sej ne mislim pljuvajoče, sam tako je poseben malo Dallasov govoriti, malo morbidno, no, jaz ne moram pomagati. Heavy. Vidiš, meni je pa to čisto lepa zgodba, Dallas. Mislim, bili so una ekipa, ki je 2011 zmagala, ne. Tisti si vedel, da so iztisnili zadnje kaple iz unih Kidov, Dirkov, Jason Terry, Peđa Stojaković. To je bilo to je to, kar so naredili. Drug dan Pertika, veš, in valjda, da je šlo vse navzdol, ne. In da si ti v tem cajtu pač nekako tako hiter dal ta rebuilding čez, ne moreš pa pričakovati, da boš ti ena ekipa iz Dallasa, 2011 smo osvojili, zdaj bomo pa kar 2016 spet v finalu. Ma ne boš, ne. Moraš druge ekipe tudi pogledati, ne, koliko cajta se druga, kakšna ekipa jebe, pa ne vem kaj, pa Nixi, ko so v rebuildingu že 20 let, pa so letos prišli v prvo rundo in je cela fama, ne. Tako da to, moraš lepo počasi, dokler si ti neka playoff ekipa,
da lahko ga kaj zmagaš, je to čisto redo. Ne? Ni nujno, da boš zmeri na vrhu, oziroma da boš čisto real contender. In na tej točki pa res lahko potem zaključimo, tako da še enkrat hvala, Gal, in upam, da kmalu zopet slišimo. Živijo! Živijo!